Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je nova epizoda oddaje Moč poslovne podpore. Tokrat je moja gostja Nataša Kramar, trenerka pogajalskih veščin. Nataša, povejte, kaj je za vas moč poslovne podpore? Zame je moč poslovne podpore v tem, da brez tega nekdo drug ne bi mogel upravljati svojega dela tako kvalitetno, kakor ga sicer lahko. To se pravi, da bi vse svoje znanje lahko uporabil v celi svoji širini. No. Brez podpore to ne bi šlo. Nataša, najlepša hvala. Malikot. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Danes govorimo o eni izmed veščin, ki jo poslovna podpora uporablja skoraj vsak dan. Pa ji pogosto niti ne rečemo tako. To so pogajanja. Pogajanja niso samo podpis pogodbe ali cena na ponudbi. Pogajanja so tudi roki, prioritete, pričakovanja, meje, komunikacija z vodstvom, sodelavci in strankami. Z mano je Nataša Kramar, sogovornica z izjemno zanimivim prepletom izkušenj iz sveta poslovne podpore, kadrovskega področja, prodaje, poslovne analitike in pridobivanja prihodkov. Lani je naredila tudi pomemben korak naprej. Uspešno je zaključila Akademijo za trenerje pogajalskih veščin in v tem vidi navdih za svojo nadaljnjo poslovno pot. Nataša, lepo pozdravljena in dobrodošla v oddaji. Pozdravljena, Maja. Mogoče za začetek, nekaj smo slišali o tebi, imaš zanimivo pot. Povej, kdo si Nataša osebno, pa potem tudi Nataša v poslovnem svetu. Kaj te veseli, kaj te osrečuje? Nataša osebno sem mama 15-letniku, polno izzivov v tej dobi, tako da tudi tukaj se pogajamo. Pogajanja niso samo v poslovnem svetu, tako kakor mogoče večina misli. Sicer pa, kaj me navdihuje, zelo rada se izpopolnjujem nenehno. To se pravi osebna in strokovna rast mi je zelo pomembna. Drugače pa tudi rada sem prisotna ob drugih, ki rastejo. Zelo rada sem del njihove poti. Tako da to me žene potem spet v nova znanja, v pridobivanje novih znanj, da sem lahko podpora spet. Ste trenerka pogajalskih veščin, samostojna podjetnica. Kako ste prišla do tega, kako je potekala ta akademija? Kaj je bilo tisto, kaj je bil ključni moment, ključni korak, da ste se odločila, da se udeležite te akademije in dobite nova znanja, s katerimi želite tudi seveda nadaljevati nadaljnjo pot? Zdaj ključne, jih je bilo kar ene par stvari, ki se med sabo povežejo, da potem pride do pravega momenta. Je bilo pa ključno to, da mi je moja svakinja poslala mail z vabilom, tole bi bilo pa mogoče zate. Namreč poznala je, da sem pred 6 leti končala usposabljanje za coacha in da mi zelo leži ta podpora ljudem, usposabljanja drugih, mogoče tudi predavanje in tako naprej. In je to prišlo v ravno pravem času. Zdaj pogajanja, sicer ni bila to neka moja tema profesionalno, da bi rekla, ampak me je pa potegnila, zato ker to so odnosi, pogajanja so odnosi in vedela sem, da me bo potegnil, ker je zadaj psihologija, nad tem se pa navdušujem. Zgledal je pa, to je bil kar en tak daljši proces. Ni bilo to, ne vem, da bi rekel 5 delavnic pa konec, ampak je bilo hkrati z učenjem same vsebine tudi neka rast
ker je bilo dosti tudi, smo delali refleksij, da si videl mogoče sam pri sebi, kje se ti zatika, kje še rabiš kakšno pomoč, kaj dodatno vložiti. Tako da je bil res en tak lušten proces, ki bi ga z veseljem še enkrat ponovila. No? Tako da veliko mi je dal, tudi veliko povezav, novih poznanstev in pa vpogleda tudi same vase in pa v sam svet pogajanj. No? Če se mogoče vrneva kar še na začetek vaše poslovne poti, sedaj ste samostojna podjetnica, prej ste delali v poslovni analitiki, se pravi poslovni podpori. Kako ste skozi leta rasli? Verjetno ste delali v nekih omejenih sistemih, sedaj imate več svobode. Tako je, ja. Kar sprememba, moram reči, po 23 letih v nekih takih sistemih. Ja, različna dela sem opravljala, ampak moram reči, da od vsakega sem se res nekaj naučila. No? Tako da to mi je dalo širino in pa spoznala sem, kako pomembna je komunikacija, kako pomembno je poslušanje, da zaznaš, kdaj je fino biti tiho, kdaj pa kaj povedati. No? Tako da, ja, ves ta preplet teh izkušenj mi je potem dal mogoče tudi pogum za ta korak na svojo pot. Je pa seveda varnost tista, ki se jo zelo radi držimo, nas pa lahko tudi omejuje. No? Tako da to sem zdaj preskočila. Ja. Kako pa izgleda vaš tipičen vsak dan, ker samostojni podjetniki nimate tipičnega delovnika, kot recimo drugi v organizacijah, 7:00, sem v službi, 15:00, grem iz službe, mogoče kakšna nadura včasih. Vi morate prilagajati se naročnikom, prilagajati, ste mama, imate tudi obveznosti tukaj. Potem verjetno še kakšne aktivnosti, ki vas sproščajo, ki so poleg dela. Kako izgleda tipičen dan samostojnega podjetnika? Ja, daleč od tega, da bi delal manj, a ne? Če si mogoče kdo predstavlja, da je samostojno podjetništvo pač svoboda v tem pomenu, a ne, besede, ti da pa seveda drugo svobodo, drugačno, torej da lahko kasneje ostanem, da lahko zjutraj v miru telovadbo naredim, a ne. Te stvari so mi sicer zelo pomembne, a ne, da jih ohranim. Ker sem tudi preživela 2 leti nazaj izgorelost in me je tudi ona marsikčesa naučila. Tako da v tem, ko si sam svoj šef, a ne, ko si postavljaš sam svoje naloge, je treba biti pozoren, a ne, da si ne zadaš preveč, ker ne, te hitro spravi čez rob, a ne. Tako da si strukturiram, a ne, kaj bom po dnevih naredila. Seveda veliko je prioritiziranja, a ne. Včasih se ne izide po urniku, ki si ga zadaš, tako da je treba kar kakšno spremembo narediti. No. Omenili sva, da pogajanja niso zgolj tisto, kar se mogoče nam sprva zdi, neka pogajanja za ceno, pogajanja na televiziji. Pogajanja so veliko več. Kako vidite recimo pogajanja tudi v poslovni podpori, pri funkciji poslovne podpore v podjetju? Jaz pogajanjem zelo rada rečem neko dogovarjanje, no? Ker zelo veliko ljudi se besede pogajanja ustraši. In tudi mislijo, da se ne pogaja, ne? In v bistvu z mojega pogleda je to dogovarjanje. Tukaj je zelo pomemben razumevanje, torej da se razumemo, da govorimo o isti stvari, torej da preverjamo, a ne? Da pozorno poslušamo, a ne? Da prepoznamo, kaj je potreba tistega drugega, a ne? Če si ti nekomu podpora, moraš zelo dobro razumeti, kaj potrebuje, in pač preverjati, a ne? In pa seveda potem jasna komunikacija, a ne? Tako. Se vam zdi, da so pogajanja del vsakdana tudi samostojnega podjetnika? Absolutno, že sama s sabo se moram pogajati, ne? Ja, pogajanja so v bistvu kar povsod, no? Tudi v družini, a ne?
ali pa s kolegi, s prijatelji. Samo da temu ne rečemo to tako, a ne? Ampak to so dogovori, a ne? Tako, s strankami imate tudi, verjetno toliko bolj opazite te pogajalske veščine tudi pri strankah, jih ocenite, znate hitro reagirati, vedeti, kako pristopite k določeni stranki. Ste imeli kdaj primer, ko je bilo vseeno težje s kakšno stranko najti skupen jezik? Seveda, ne, so takšni in drugačni primeri, a ne. Predvsem je pomembno, da ostaneš miren. Predtem pa je pomembna priprava, a ne. Ker če ti sam se zavedaš svoje vrednosti, a ne, boš tudi bolj samozavestno tam sedel in o tem govoril. In se vnaprej pripraviš in vse lažje steče. Pomembno je pa tudi, da si res, ko bi rekel, zvedav, ne? Da se ne bojiš postavljati vprašanj, ne? Da te mogoče en stavek, ki ga izreče druga stran, ne ustavi. Ja. Se pravi, da spoznaš, koga imaš na drugi strani, najprej ga spoznaš, probaš začutiti, kako z njim delati, preučiti, se pripraviti na pogovor in potem tudi iti v ta pogajanja. Drži. Nataša, zaenkrat hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, zopet se vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, gledate novo epizodo oddaje Moč poslovne podpore. Z mano je Nataša Kramar, trenerka pogajalskih veščin. Nataša, v prvem delu smo se nekako že seznanili s tem, da so pogajanja veliko več, kot si mislimo. Vpeta so v nekak naš vsak dan. Marsikdo misli, da so pogajanja, ko res samo z nekom na delovnem mestu se pogajamo za ceno, ko se pogajajo politiki na televiziji. Ampak pogajanja so v našem vsakdanu, tako kot ste omenili, z najstniki, s partnerji, s sodelavci. Kaj bi lahko izpostavili, da so še miti o pogajanjih? Jaz bi rekla, da prvi mit je sigurno ta, da so pogajanja nek boj. Ne? Da to izgleda tako, da dva sedita za mizo in eden bo zmagal, ne? Ali pa bo šel na nek tak sestanek samo zato, da bo dobil svoje. Ne? Tako da to je en tak mit. Mit je tudi ta, da to poteka samo v poslovnem svetu. Ne? Tako, kot smo že rekli, je tudi povsod drugod. No? Tako da mislim, da sta to kar taka dva močna mita, ki jih lahko kar rušimo vsak dan. Vi kot trenerka pogajalskih veščin ste zelo nežna, imate nežen glas, kar mogoče nekdo sprva, ki bi slišal, bi rekel, ne, ona pa ni za pogajanja. Se srečujete kdaj s temi komplimenti? Sem že slišala, ja. Da mi ne bi pripisali, da sem trenerka pogajalskih veščin. Ampak ja, sej ravno v tem je point, ki ga hočem povedati. Ne? Ni potrebno, da smo glasni. So druge veščine pomembne pri pogajanjih, a ne? Kot so na primer poslušanje, razumevanje, dati vedeti drugemu, da ga spoštuješ, da ceniš tudi njegovo mnenje, čeprav se mogoče ne strinjaš z njim, a ne? To se pravi pokazati to neko razumevanje, ne? In to lahko na mehak način naredimo, ne? Ne rabimo biti glasni pri tem. Tako, ni treba povzdigovati glasu, iti surovo v boj, ampak je lahko pristop nežen, pripravljen, ne preveč spontan, v bistvu pripravljen, predhodno poznavanje sogovornika, kot smo tudi že omenili. Ne? Pa če se mogoče lotiva kar kakšnega konkretnega primera. Ne? Vemo, da pri poslovni podpori, pri delu poslovnih asistentk, sekretark, vodij pisarne, je ponavadi to delo obsega zelo široko področje. Imamo že 5 nalog, ki smo jih nekako določili po prioriteti, so nujne. Pride nam sodelavec z goro papirja na mizo, tole mi naredi do 14. ure. Kako lahko poslovna sekretarka reagira, da je njen odziv primeren, ne preveč buren, oziroma da se ne boji tega sodelavca, ki pride na tak trd način povedati oziroma naložiti neko delo? Ja,
Jaz bi rekla kar z jasno komunikacijo, a ne. Nič se bati, vsako delo je spoštljivo, a ne. In ti si tam za podporo nekomu drugemu. In zdaj, če je teh deležnikov, ki so vam dali, ki so dali toliko dela, a ne, več, bi jaz tukaj predlagala, da se mogoče med sabo uskladijo in določijo prioritete, a ne. Do določene mere jih lahko sama, ne, verjetno v tej podporni funkciji, ampak ko pa to presega že, a ne, kapaciteto, pa jaz mislim, da se da dogovoriti, da med sabo se dogovorijo o prioritetah, ali pa se obrneš na vodjo, svojega vodjo, o situaciji, govoriš z njim in najdete skupaj rešitev, a ne. Tako da ni vsa teža potem na nas, a ne. Smo ljudje, ki zelo radi vse naredimo za druge, na račun sebe seveda, ampak če nas pa tukaj še čas omejuje, je pa treba najti neko rešitev, no. Tako, se pravi, miren pristop, ne se zbati, in potem nekako rešiti z vsemi deležniki, najprej s tistim, ki nam delo želi naložiti, če to ne gre, pa probamo potem z nadrejenim. Tako. Kaj pa v primeru strank, ne? Nekaj je med sodelavci, poslovna podpora je dostikrat tudi prvi stik s strankami. Kliče nas stranka, niste dostavili tega materiala, se pravi, se jezi potem na nekoga, ki je samo vmesni člen. Kako v tem primeru odreagirati, da je ta naša komunikacija ustrezna, da probamo pomiriti stranko na drugi strani? Ja, seveda tukaj je potrebno v takem primeru malo umiriti situacijo, ne. Tu pa z lahkoto dosežemo samo z enim stavkom. Razumem vas, karkoli, ne, da se vam je zdaj nekaj zakompliciralo, da je to za vas pomembno in tako naprej. In že s tem, ko daš stranki vedeti, da ga razumeš, ne, in da boš se potrudil, da se bo zadeva rešila, potem pride to lahko na čisto drugo komunikacijo, no. Včasih je treba majčkeno več vložiti v to, ampak sigurno je to boljši način, kakor pa da reagiramo še mi nazaj burno, no. Kaj pa recimo poslovni asistenti velikokrat ne dobijo vseh informacij, ki jih potrebujejo, pa so ključne in nujne za to, da neko delo opravijo? Kaj je najbolje v tem primeru, da storijo? S kom se lahko pogajajo, to nadrejeni ali kakšni vmesni členi? Kje lahko iščejo te informacije, da nekako speljajo brez slabe vesti, brez tistega občutka krivde, da nečesa ne morejo narediti? Ja, zdaj, če je v njihovi moči, a ne, potem se pač jasno skomunicira, a ne, kdaj je to možno, a ne, koliko časa potrebujem recimo za neko tako stvar. Če še nisi dobil nekih podatkov, pa so že pričakovali od tebe, jaz tukaj stavim na iskrenost, a ne, da se je pač nekaj zapletlo in da se ureja, ker vemo, kako je spet pomembna zadeva, a ne. Tako da jaz bi rekla, da je vse v tej komunikaciji, no, da res iskreno povemo, a ne, in poskušamo poiskati rešitev, no, tudi skupaj magara, ne. Vloga v poslovni podpori je marsikdaj nevidna, razvrednotena. Kako lahko nekdo, ki dela na tem delovnem mestu, bomo rekli, si izpogaja, da je njegova vloga več vredna? Marsikdo vemo, okej, ne cenijo me, reče mi, saj si samo poslovna podpora. Kako lahko potem sodelavcem pokažemo oziroma dokažemo, marsikatera poslovna sekretarka bi delala še več, da bi se dokazala, nadure, ampak še vedno bi bila samo poslovna podpora. So mogoče kakšni pogajalski načini, nasveti, kako se mogoče znebiti tega mita, si samo podpora? Ja, zdaj bi rekla, če bi nekdo to direktno komuniciral, a ne, nekomu, da je samo podpora, seveda se
se ne počutiš dobro, a ne. Ampak sam pri sebi moraš čutiti svojo lastno vrednost, a ne, da potem lahko primerno reagiraš. To se pravi, ni se ti treba zagovarjati. Jaz mislim, da ne, no. Tak je to rekel, je lahko vzvod, ne vem, v kakšnih njegovih težavah, skrbeh in tako naprej. Zdaj ne govorim, da moraš vse razumeti in vse poživeti, ampak tudi ne splača se dokazovati, pregovarjati in tako naprej. In mogoče samo odvrniti nazaj, ponoviti, a ne. Samo podpora sem, ja. Zato, da mogoče on sliši, pa da se zamisli, ali pa se enostavno ga vprašati, če morda pozna pomen besede podpora, a ne, pa se mogoče na ta način malo zamisli. Tako da čisto odvisno, a ne. Jaz mislim, da ni potrebe po dokazovanju, no. Se pravi, probamo drugo osebo postaviti v vlogo, da sama sliši njegove besede. Tako. Ja. To je tudi v pogajanjih zelo, zelo luštna, ni to taktika, ampak fino je, ne, ker ponavadi se nam zgodi, da ko nekaj rečemo, se res ne slišimo, a ne, in ko nam nekdo ponovi za nami, šele vidimo, ne, kaj smo v resnici izrekli, a ne, pa potem mogoče malo popravimo, a ne, na mehkejši način. Se vam zdi pomembno, da bi zaposlene v poslovni podpori tudi izobraževali oziroma jih trenirali v pogajalskih veščinah? Se vam zdi to kot neka ključna kompetenca oziroma nek ključen člen tega delovnega mesta? Bi rekla, da pogajalske veščine kar pridejo prav v poslovnem svetu, na splošno, ker je zelo veliko komunikacije, a ne. Tako da mislim, da bi prišlo prav z tega stališča, a ne, ravno tega razumevanja in tega, kar sva že vse do zdaj govorili, a ne. Kako poslušati, kdaj ostati tiho, kdaj se ne boriti za vsako ceno, a ne. Kdaj ne za vsako ceno zagovarjati svoje vrednosti, ampak mogoče s kakšnim vprašanjem obrniti smer, a ne, pogovora. Tako da te veščine so kar uporabne, no. Nataša, najlepša hvala. Midve nadaljujeva zopet čez nekaj trenutkov. Drage gledalce, dragi gledalci, pred nami je kratek premor. Drage gledalke, dragi gledalci, gledate novo epizodo oddaje Moč poslovne podpore. Z mano je Nataša Kramar, trenerka pogajalskih veščin. Na začetku sva že omenili, da je za vami Akademija pogajalskih veščin, kjer ste se urili, veliko ur namenili izobraževanju, izpopolnjevanju znanja. Imate v prihodnosti načrte tudi deliti to znanje naprej. Ste namreč tudi samostojna podjetnica, imate pogajalski kompas. Že v samem imenu lahko razberemo, da v bistvu stremite verjetno tudi k temu, da pomagate ljudem na poti pogajalskih veščin. Tako je, ja. Seveda, z veseljem podpiram, predajam naprej to znanje. Zasnovala sem tudi 3-mesečni program, ki je zasnovan tako, da gre teorija s prakso v roki, ne. Zakaj 3 mesece? Zaradi tega, ker nekaj časa rabimo, da to znanje prenesemo tudi v prakso. Rada vidim, tako kot sem že na začetku rekla, rast in transformacije drugih. Če sem jaz lahko en delček tega, mi je to zelo dragoceno, no. In da vidim potem učinek na njihovih dosežkih ali pa boljših poslovnih rezultatih, mi to ogromno pomeni, no. Ja. Kako pa lahko nekdo k temu 3-mesečnemu izpopolnjevanju pristopi? Vas kontaktira? Je to za posameznike, je to tudi za skupine? Tako je, ja. To je tako za posameznike, podjetnike recimo, ki ali šele vstopajo na trg ali prehajajo iz prodaje končnemu kupcu v prodajo podjetjem. Je pa namenjeno tudi podjetjem,
to se pravi usposabljanje njihovih zaposlenih, in sicer raznim vodjem, prodaji, nabavi in ostalim funkcijam, kjer so te veščine zelo pomembne, no. Tako da najdejo me seveda na LinkedInu ali pa na spletni strani, no. Pod Pogajalski kompas se me pa najde. Ko vas naročnik v tem primeru kontaktira, kako se vi lotite potem izobraževanja njihovih zaposlenih? Verjetno preučite njihovo dejavnost, strukturo kadra, da potem pripravite individualni plan za posamezno organizacijo oziroma posameznika. Ja, v bistvu ta program je že zasnovan, ne? Ampak seveda so tudi prilagoditve, kar je najpomembnejše, je pa to, da s podjetjem dogovorimo KPI-je, a ne, da se skupaj usedemo, da vidimo, kaj bomo spremljali. Torej, meni je važno, da se vidi tukaj return on investment, to se pravi, kako se strošek v samo izobraževanje sodelavcev povrne, kje se potem vidi, kako se vidi, a ne, a prinese kakšen rezultat to izobraževanje, a ne. Ne želim, da je to neka enodnevna delavnica, ki ne pusti nič v praksi, a ne, nič ni prenešeno v prakso in nekako se zdi, da mogoče ta investicija ni bila čisto upravičena, no. Tako da tako poteka, no, da se skupaj usedemo, potem pa se vključijo v spletno učilnico, kjer imam posneto, a ne, samo vsebino, teorijo, tudi s primeri, potem pa delam s vsakim posameznikom, se srečujem z njimi, zato da, a ne, smo na različnih ne nivojih, ampak z različnimi preprekami se srečujemo, tudi sami v sebi, a ne, in se z vsakim posebej ukvarjam, no, potem 3 mesece, da sem ob njem, da prehaja čez te izzive svoje in da res napreduje. Omenili ste LinkedIn profil, to je nekako v poslovnem svetu trenutno omrežje, ki povezuje, kjer se deli tudi neke lahko znanja, ključne nasvete. Se mogoče udeležujete tudi kakšnih konferenc, kongresov, ter tudi tam na kratko, seveda na kratko je zelo težko neke pogajalske veščine usvojiti, lahko pa damo neke smernice. Se mogoče udeležujete kot predavateljica že kakšnega večjega kongresa, konference, kjer delite svoje znanje? Ja, se ga bom letos udeležila, kongres ADMA, a ne, tam sem prejela vabilo, tudi v poletnih mesecih prihaja še takšna priložnost, kjer bom tudi sodelovala, no. Tako da zelo rada, ja, sodelujem na teh dogodkih in dam kakšen nasvet, no. Ja. Pa se vam zdi, da lahko v tistem kratkem času, ki ga imamo ponavadi namenjenega na konferenci, predate vsaj ključne informacije udeležencem o pogajalskih veščinah? Ja, ključne informacije sigurno se lahko da, a ne. Je pa seveda pomembno, kaj bo oseba s tem potem naredila, no. A si bo res... Meni je pomembno, da si vsaj en delček vzame pa ga poskusi, no. Da vidi rezultat, a ne, ker pogajalske veščine lahko probamo tudi doma, v nekem domačem krogu, v varnem okolju, ne, in mogoče spremljamo spremembe, no. Saj jaz v domačem okolju sem zelo veliko sprememb že na ta način naredila, tudi pri sami komunikaciji, in moram reči, da so rezultati, no. Pa se vam zdi predaja znanj na takem velikem kongresu, kjer je ponavadi 400-500 udeležencev, tudi kanal, preko katerega lahko vi preko posameznih udeležencev potem tudi dobite stranke, se dogovorite za dodatna izobraževanja, nekaj, kar vidite v smeri, da lahko tudi vam prinese nek dodaten plus, ne samo da izobražujete, ampak tudi povezujete in navezujete stike z morebitnimi poslovnimi partnerji. Seveda, absolutno. To so res take luštne priložnosti, bi rekel človek, kjer lahko pokažeš sebe. Je pa dejstvo, da
nihče ni vsem všeč, a ne. Je pa meni zelo pomemben, da me spoznajo takšno, kot sem, a ne, in sami potem ocenijo, a ne. Seveda dam veliko tudi na priporočila, a ne. Od ust do ust je še vedno najboljša reklama. Tako da ja, zelo rada sprejemam povabila, no, tako kot na to oddajo, kot na kakšne kongrese. Tako, da se pogajalske veščine slišijo tudi širše, saj so pomemben naš vsak dan. Če bi morali izpostaviti 3 ključne pogajalske veščine v poslovnem svetu, recimo, katere bi to bile? Aha. Absolutno bi rekla več spraševati, pa mogoče večkrat uporabiti tišino, ker tišina je kar težka, ne? Je treba majčkeno povaditi, ampak ravno v tišini se potem skriva kakšen odgovor. Kaj še? Preverjanje s stranko, z nasprotno stranjo, no. Če govorimo o isti stvari, to se pravi razumevanje, a ne, to je treba konstantno preverjati, ker lahko smo prepričani, da vemo, o čem smo se pogovarjali, pa bo na koncu nekaj čisto drugega vam prišlo. Tako da mogoče te 3 stvari bi izpostavila. Kako pa vidite prihodnost pri pogajalskih veščinah, pri pogajanjih? Prihaja digitalizacija z nevzdržno hitrostjo, tudi znotraj podjetij se vpeljuje umetna inteligenca, kjer moramo zelo paziti z uporabo, ne, lahko je pomočnik. Vseeno pri pogajanjih sem skozi najin pogovor tudi dobila občutek, da je zelo pomembno, da sogovornika slišiš, spremljaš, občutiš. Tega umetna inteligenca ne more narediti. Kako vidite prihodnost? Se vam zdi, da bo vseeno prišla preveč v sfero pogajanj, ali bo še zmeraj prvi človek z vsemi svojimi veščinami? Ja, jaz mislim, da bo kar človek, a ne. Vsekakor pogajanja so odnosi in a ne, samo odnosi, tisti iskreni, ne vem, kjer sodelujemo, a ne, kjer skupaj želimo nekaj ustvariti ali pa doseči. Jaz mislim, da tukaj tehnologija ne bo zamenjala, no, človeka. Vsaj upam tako. Bi si želela, da ostane tako, kot je. Verjetno bo lahko pomočnik, nikoli pa ne bo nadomestil nekoga z dobrimi pogajalskimi veščinami. Kako pa vidite mlade generacije, ki prihajajo, ko so malenkost drugačni kot mi? Se vam zdi, da se znajo že sedaj bolj pogajati na delovnih mestih in v bistvu nasploh v življenju? Otroci so itak najboljši pogajalci, a ne. Mi skozi čas smo nekako izgubili to, a ne. Ampak oni so super pogajalci. Mogoče pri mladih je majčkeno izziv to, ker bi si želeli vsako stvar takoj dobiti, a ne. Pri pogajanjih je pa treba si majčkeno čas vzeti, a ne. Majčkeno več se pogovarjati, a ne, ne samo zahtevati. Ja, sigurno so majčkeno drugačni kakor naša generacija, a ne. Ki smo bili že vzgojeni majčkeno drugačne. Mislim pa, da se lahko en od drugega učimo, no. Tako bi rekla, da je to nekaj vzajemnega, recimo. Tudi jaz se od svojega najstnika kaj naučim, a ne, on pa od mene. Tako da mislim, da je to priložnost za neko sodelovanje. Komunikacijo, pogajanja v zdravi meri z medgeneracijskim sodelovanjem. Nataša, najin čas se je iztekel. Jaz se vam res zahvaljujem za prenos teh znanj, da ste nam orisali tudi, kako pogajanja so lahko del tudi poslovne podpore, kako se pogajati za to, da poslovna podpora obstaja in da je nekaj vredna, in tudi kako reagirati v določenih situacijah. Res najlepša hvala za vaš obisk. Danes smo slišali, da pogajanja niso boj, ampak veščina odnosa. In da se prav v poslovni podpori vsak dan dogajajo mala pogajanja, ki držijo organizacijo skupaj. Moč poslovne podpore je v tem, da zna povezovati ljudi, ohraniti mirnost in postaviti zdrave meje. Drage gledalke, dragi gledalci, spremljajte našo oddajo in se vidimo prihodnjič.